Razstava Mita Gegića Vemo, kje živite v Mestni galeriji Nova Gorica zajema dela iz zadnjih let, in sicer to so slikarska dela in neslikarska dela, se pravi dela različnih medijev. Slikarskih del je več, izdelana so pa po posebni tehniki, ki je značilna za Gegićevo slikarsko ustvarjanje. Pri Mitu Gegiću sta v ospredju dve besedi, ki opredeljujeta njegovo delovanje. Ena je lovstvo, druga je pa multimedialnost. Lovstvo je dejavnost, ki spremlja človeka že iz pradavnine, ker je bila nekoč to dejavnost življenjskega pomena in pomembna za preživetje človeka, se je izoblikovala v nagon. Nagonsko, zlasti če je neizpolnjeno, pa pogosto povzroča v človeku konflikte in notranji nemir. To pa dobro izražajo umetniki. Mitu Gegiću je lovstvo del njegove vzgoje in družinske tradicije. V času odraščanja in v tem času, ko je bil z njim v stiku, ga je dobro spoznal, vendar se je odločil, da družinske tradicije ne bo nadaljeval in bo postal umetnik. Lovstvo raziskuje in se poglablja v njegove različne vidike, pa tudi išče vzporednice na drugih področjih človekovega delovanja in v družbi na splošno. Razstava Mita Gegića Vemo, kje živite zajema dela različnih umetniških zvrsti. Na splošno jih lahko razdelimo na slikarska dela in na drugi strani neslikarska dela. Neslikarska dela so objekti, video, instalacije, fotodokumentacija performansa in tudi sam performans. Večji del umetniškega opusa Mita Gegića predstavljajo slikarska dela, slike. Motive za slike najde na spletu in jih potem predeluje na svoj poseben način. Tehnika, ki se poslužuje, je zanj značilna in po njej se razlikuje od ostalih umetnikov. To je njegova posebnost. Motive najde na spletu, se pravi, pregleduje številne datoteke lovskih fotografij in izbere ponavadi tiste, ki so idilične ali pa mogoče celo provokativne. Nekatere motive umetnik tudi izpostavlja, zlasti zaradi nehumanega in nespametnega ravnanja človeka proti živali, kot je na primer streljanje z lokom, in pri tem žival rane oziroma jo poškoduje. Mito Gegić sliko, ki jo izbere na spletu, prenaša na platno po posebnem postopku. Najprej se pripravi platno tako, da ga polepi s samolepilnimi maskirnimi trakovi. Na te trakove nato naslika sliko, ki si jo je izbral in jo je želel izpostaviti. Poslikane trakove odstrani s platna in jih prenaša na novo prazno platno, in sicer tako, da ustvarja defekte. Slika, ki nastane, ni idealna. Posamezni trakovi so zamaknjeni, manjkajo, so zmečkani ali pa jih enostavno ni. Motivi, ki jih Mito Gegić naslika na platno, so ponavadi ujeti večkrat. Najprej jih ujame avtor fotografij, ki jih išče, ko zasleduje živali v gozdu, oziroma ki posname te prizore. Nato jih lovi Gegić, ko je brska po spletu za njimi. Ponovno jih lovi, ko rekonstruira in sestavlja trakasto podobo na novem platnu.
in nazadnje jih lovi gledalec v galeriji, ko se kot lovec razgleduje med njegovimi slikami. Pri slikanju Gegić nehote posnema lovce v njihovem ritualu, in sicer od priprav na lov za motivom, to je lovljenjem prave fotografije na spletu, nato poskuša ujeti novo podobo s slikanjem na polepljeno platno, pa vse do uplenitve, to je do dokončanja izdelka, ki ga lahko razstavi. Ta dokončana slika je pravzaprav njegova trofeja. Podobnost Gegićevega ustvarjalnega postopka se ponuja tudi z digitalno tehnologijo. In sicer neotipljivo podobo spleta, ki je kaže sicer dejansko stanje, na kateri je zabeležen realni svet, umetnik izbere in jo materializira na slikarskem nosilcu, na polepljenem platnu in v obliki nove, popolnoma prenesene podobe. Poslikani posamezni trakovi nosijo informacijo o končni sliki oziroma o fragmentih te podobe. Umetnik jih pri svojem delu najprej razdeli na posamezne trakove, jih fragmentira in vse z namenom, da jih bo potem rekonstruiral na novem platnu in jih na ta način defragmentiral in sestavil novo podobo, ki pa zaradi defektov nikakor ne bo popolna, ampak bo imela določene manjke, ki pa so, tako kot je recimo v računalniškem svetu, za končno podobo nepomembni. Gledalec vseeno prepozna prvotni motiv, ki ga je umetnik našel na spletu. Kljub racionalnemu postopku, ki ga Gegić uporablja pri svojih slikah, se ne moremo izogniti čustveni komponenti, ki jo lahko zaslutimo v ozadju. In sicer že sama izbira motivov je tista, ki Gegića pokaže kot čustvenega človeka, kot nekoga, ki ima do teh motivov poseben odnos, nato pa sam postopek ustvarjanja slike s tem, ko jo najprej na nek način raztrga in potem, ko jo ponovno sestavlja. Mito Gegić kasneje svoj slikarski opus razširil še tako, da je dodajal nova vizualna dela, in sicer objekte, instalacije, pa tudi performans, fotografije performansa in video. V vseh objektnih delih uporablja ready-made predmete, in sicer običajno so to lovske trofeje, v glavnem lobanje z rogovjem, tehnična orodja in naprave. Umetnik z objekti zaostruje sporočilo, ki ga je podal že s slikami. V drugih delih neslikarskih likovnih zvrsti se vsebinsko nekoliko oddaljuje od kritike lova, lovstva in ubijanja živali, ter se vse bolj nanaša na sodobni čas. Izpostavlja moralne in etične vidike. In sicer kljub temu, da še vedno uporablja dele mrtvih živali in rogovje, so dela vse bolj družbeno kritična, pogosto tudi ciljajo na medosebne in medčloveške odnose, na družbene odnose, na tradicijo. Zaznamuje jih kritičen pogled na sodobno družbeno dogajanje, na skrizo sedanjega časa, na stiske, na osebne značilnosti posameznikov in tudi odnose med ljudmi, ki jih Gegić s svojimi deli kritizira. In sicer mednje lahko štejemo egoizem, nestrpnost, pomanjkanje sočutja, strah pred soljudmi.
V videodelih se pogosto loteva tradicije. In sicer na razstavi si lahko pogledamo dve videodeli. Eno je Wrecking Ball, se pravi žoga, ki razbija. V tem videu sta na eni strani umetnik, ki je pokrit s klobukom, na drugi strani je ženska, ki je pokrita, ki nosi avbo. Tako klobuk kot avba sta sestavna dela slovenske narodne noše in umetnik odkrito nakazuje na rušenje te slovenske tradicije. V drugem videodelu se loteva lovskega običaja zelene vejice, ki jo lovec da uplenjeni divjadi v gobec. V tem videu na eni strani je umetnik pokrit z lovskim klobukom, na drugi strani je umetnik, ki nosi masko narejeno iz srnjakove trofeje. Umetnik dobi zeleno vejico oziroma smrekovo vejico v usta. Na delu, kjer je umetnik nosi masko lovske trofeje, to vejico odstranjuje.